Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi Alumni Connect podcasta gostimo Andreja Peškrabo, bivšega študenta ekonomske fakultete in ustanovitelja spletne strani Astra.si, ki je mnogim študentom in dijakom pomagala pri matematiki in ekonomiji. Po končanem študiju se je zaposlil pri EKVB, nadaljeval v NiceHashu, trenutno pa je zaposlen pri Paralink Networku. Več o svoji poti pa nam bo povedal sam. Pozdravljen, Andrej. Živijo. Kaj pa, če midva začneva kar na začetku Najboljš. kariere? Ja, najboljš, oziroma še malo pred kariero, pri izobrazbi. Zdaj vem, da imaš znanje iz velikih področij, a ne? Kako to, da si se potem odločil prav za ekonomsko fakulteto? Nisem imel nobenih pomislekov, da ne bi šel na ekonomsko fakulteto. To sem se odločil med časom 4. letnika v srednji šoli. To je bila moja prva in edina izbira, zato ker me je zanimal me je poslovni svet, zanimale so me finance, zanimal me je denar, in sem rekel, verjetno bom tukaj kaj o tem slišal. Tako da, sem se takrat, koliko sem bil takrat star, 18 let, in sem prišel sem študirati. Zdaj, leta 2020 sem gledala tudi na tvojem YouTube kanalu en videoposnetek iz podelitve diplom tukaj na ekonomski fakulteti. Zelo lep govor. En stavek proti koncu se mi je pa res vtisnil v spomin. Si rekel študentom, želim vam, da postanete izjemni. Kako postati izjemen? Ja, recepta ni za to, a ne. Vsak ima neko svojo najprej izhodiščno pozicijo, a ne. Nekako v družbi probamo poskrbeti, da bi to nekako izravnali, vsaj v mlajših letih, a ne. Se pravi, da damo vsakmu možnost do izobrazbe in nekega normalnega razvoja. Potem pa vedno bolj to postaja odvisno od vsakega posameznika, a ne. Se pravi, od njegovih ambicij, želja, kaj hoče početi v življenju, kaj hoče doseči. Tudi od zanimanj, a ne, kaj ga zanima. In jaz mislim, da danes je veliko priložnosti za to, a ne. Zato sem študentom probal povedati, da naj svojo to energijo, ki jo imajo zdaj, a ne, ki so mladi, da naj probajo dobro izkoristiti, predvsem pa ta čas, a ne, ki ga imajo. Zato, ker se mi zdi to obdobje med 20. in 30. letom je zelo produktivno. Si mlad, imaš energijo, a ne. Se ne, da jo pol nimaš več, ampak sigurno imaš pa največ. Tako da, kako postati izjemen, to je še vedno stvar vsakega posameznika. Je pa, mislim, da recept, da delaš vsaj nekaj v smeri, ki te zanima, a ne. In tega sem se tudi jaz vedno probal držati. Drugače tako si tudi kaj obujal spomine, ko si prišel, si opazil kakšno razliko, si kaj spremenil v teh, ne vem, 10 letih, odkar si hodil? Danes ali takrat, ko sem prišel nazaj? Zdaj lahko tudi z današnjim dnem primerjava, ne vem. Danes, glede na to, da je trenutno neko izpitno obdobje, a ne, je zelo prazno tulele, tako da očitno se študentje pridno pripravljajo na izpite. Sigurno se je dosti spremenil, predvsem izgled, a ne, vseh teh hodnikov in zgradbe nasploh. Zdaj, kako pa je kaj se pa zdaj na predavanjih dogaja in kaj je v ospredju, oziroma kakšni trendi, to pa ne vem, ne, to sem pa pač takrat, jaz sem bil en del tega časa takrat, tako da ne vem, če si ti študentka, lahko ti meni poveš, kako je zdaj, a ne. Vsekakor je malo bolj, predvidevam, da je malo bolj prazno, vsaj če primerjam ko sem začela s 1. letnikom, se je stanje malo spremenilo. Pa zanimivo, a ne, takrat, ko sem imel ko so me povabili na
se pravi na podelitev diplom. To je bilo še tik preden, to je bilo lih januarja, Aha, to je bil ali še pa januar. mislim, da zadnji teden januarja 2020, ne, in Ja. smo se še vsi gnetli tam v veliki dvorani. Tako da ja, to je bil še en tak zadnji predkoronski dogodek, pa se je pa ful spremenil. Ja. Pa se je počasi zaprl. No, zdaj mogoče z Astro si začel že med študijem, ne? Ja. Kje se je pa pol ta ideja porodila, ne? Zdaj tle ekonomska, ekonomija, Astra je pa večinoma matematike. Ja. Kje je povezava? Tisti, ki so mogoče čisto vse preklikali, ne, vejo, da je tudi en segment namenjen mikroekonomiji. In to so bile v bistvu to je bil moj prvi eksperiment, moj prvi poskus. A si v bistvu z ekonomijo začel? Z mikroekonomijo, ja. Aha. Takrat sem jaz tukaj bil študent in ful sem bil v bistvu navdušen nad tem trendom, ki se je takrat začel, ne, ko so ene ameriške univerze začele objavljati svoja predavanja na internetu. Khan Academy, ne? Ja, Khan Academy je v bistvu, to je bil tudi moj navdih, ampak predvsem recimo Stanford pa MIT so prav imeli objavljena predavanja, ne. In ne vem, nekako mi je bila ta ideja zelo všeč, da se znanje deli na internetu in sem rekel, bom se jaz v tem preizkusil, ne. Tudi hotel sem nekaj z računalnikom kreativnega početi. In ja, sem posnel par teh videov o mikroekonomiji in potem sem to objavil in so me tukaj na hodnikih začeli ustavljati moji sošolci in spraševati, a si to ti naredil, a bo še kaj naredil, ne. In ja, v bistvu pol sem razmišljal, kaj bi naredil naprej, a ne, a bi še kakšen drug predmet iz ekonomske fakultete. Ampak sem rekel, hočem nekaj, ki bo imel še večje občinstvo, a ne. In nekako sem se odločil za matematiko, ker mi je bila vedno zanimiva in nekako sem si domišljal, da znam to dobro razlagati, a ne. Kar je res, to ni bilo samo Ja, domišljija. to sem jaz v bistvu dal ven, da zdaj drugi o tem presodijo, a ne. Se pravi, če jim to pomaga, je moj cilj dosežen. Tako da, ja, potem sem pa v bistvu že, ko sem tudi bil absolvent, sem to veliko delal, pa še pol, ko sem res zaključil že študij, sem kar kakšno dobro leto pa pol se v bistvu s tem ukvarjal full time. Ja. To je bilo res velik del, ne, tvojega poštudijskega življenja in je bil tudi velik uspeh, ne, se mi zdi, glede na to, da je toliko srednješolcev še zdaj to gleda. A bil pol to, je postal kakšen, ne vem, navdih za mogoče za zaposlitev kasnejšo ali je bil še vedno kot dodatek na življenje pisal kot hobi? Ja, veš, kaj sem se jaz v bistvu iz te zgodbe naučil, a ne. To, kar tisti mogoče, ki študirajo podjetništvo tukaj, pa raziskujejo razloge, zakaj neke ideje uspejo komercialno, dajmo temu reči, oziroma poslovno, je, da ponavadi se mora združiti več ljudi, a ne, pri neki ideji. Zelo težko je nekaj sam doseči. In mogoče jaz takrat sem bil zelo motiviran in usmerjen res v kreacijo nečesa, a ne, v kreacijo teh vsebin. Nisem se pa niti dosti ukvarjal z nekimi poslovnimi vprašanji oziroma kako bi to monetiziral, a ne. No, zato mislim, a ne, da če bi jaz takrat imel še kakšnega neko founderja, ampak nekoga zraven, a ne, bi mogoče to lahko tudi, bi dejansko iz tega lahko naredil posel, a ne. Tako da do tega ni prišlo. Sem pa v bistvu to potem dobro izkoristil oziroma mi je ta projekt pomagal, da dejansko nisem nikoli rabil CV-ja napisati, ne. Tako da nekako me veliko ljudi potem pozna. In a veš, tudi danes, a ne, nek naš digitalen, mi imamo zdaj neko, a veš, fizično persono, a ne, pa imamo neko digitalno persono, a ne. In sigurno vsak, ki, ne vem, te želi zaposliti ali pa mogoče hoče s tabo delati, bo pogooglal tvoje ime, a ne. In tisto, kar bo prišlo gor, bo sigurno imel nek vpliv na njega. Tako da to je meni
odprlo mnoga vrata potem tudi za začetek resne kariere. Ne. Zdaj, tudi meni osebno je veliko pomagala tako v šoli, za maturo, pa še nekaj na faksu. Zdaj, glede na to, da veliko dijakov pa tudi študentov pregleduje te videe, se s pomočjo njih se učijo, kakšni zaradi tega tudi naredijo dejansko srednjo šolo. A se mogoče v ozadju skriva nek razlog ali pa, ne vem, ki pokazuje pomanjkljivosti našega šolskega sistema? Ja, mogoče, ne, saj s tem projektom sem jaz tudi hotel malo v to smer iti, oziroma dajmo reči, spodbuditi neko debato na to temo, a ne. Sigurno je potrebno razmisliti, ne, kako v tem hitro spreminjajočem svetu ljudi pripraviti na neko prihodnost, ki je pa zelo negotova oziroma še popolnoma neznana. Ne. Tudi jaz sem se na lastnem primeru to naučil, recimo jaz sem pol začel graditi svojo kariero v marketingu in stvari, ki sem jih jaz počel potem, sploh s prihodom, to je bil čas, recimo, ko te družbeni mediji še niso imeli take teže oziroma so šele prihajali nekako v to družbeno zavest in se v bistvu o tem nismo učili, a ne. Moj prvi, recimo, job oziroma prva neka služba oziroma naziv te službe je bil social media manager, a ne. In o tem smo mogoče takrat malo govorili že, ampak sem se v bistvu vse mogel sam naučiti oziroma nekako najti neke vire na internetu, a ne. Tako da šola, a ne, predvsem v tem času odraščanja, se pravi nekje med sredino srednje šole pa pol fakulteto, ne, je itak tudi za vsakega posameznika neko iskanje, ne. Mladi ljudje iščemo neko mesto, raziskujemo, kaj nas zanima, kje bi mogoče dodali nek svoj pečat v družbi. In dobre izobraževalne ustanove mislim, da morajo pač ponujati nek širok spekter teh vsebin, da zadostijo tem željam, a ne, pa potrebam. Drugo je pa, da pa poskušajo vseeno, ne, tudi opremiti z nekim znanjem, da je ta prehod na trg dela čim bolj enostaven in čim hitrejši. Pa se ti zdi, da bi mogoče šole mogle iti ne po tistem določenem planu, ki ga imajo, ampak bi ga mogle sproti prilagajati trenutnim razmeram? Ja, sigurno. Zdaj tako, a ne, saj jaz nisem čisto zagovornik, da bi zdaj ves učni proces mi dali, ne vem, online pa to, ker bistvo, a ne, zakaj ti fizično tudi hodiš v šolo, je glih v tem, da spoznavaš druge ljudi. To je zelo pomembno za vsakega posameznika in takrat, ko smo ljudje skupaj, a ne, takrat, ko se, to je tak smešen izraz, mrežimo, ne, pač takrat, ko se spoznavamo, takrat, ko preživljamo čas skupaj, a ne, takrat tudi pride do nekih novih idej, a ne. Zelo težko boš ti dobil neko novo idejo, če boš poslušal predavanja online, a ne, ali pa če boš tukaj samo prišel sedeti na predavanja, ne. Bistvo tega, da imamo te izobraževalne zgradbe, a ne, v katere hodimo, je glih v tem, da spoznamo čim več ljudi. To je osnova vsakega podjetništva, osnova vsake rasti, a ne. Tako da, kaj bi mogle pač tukaj šole delati, ne? Čim bolj bi mogle biti v stiku s svojimi strankami, a ne. Torej ta interakcija. Tako, to je bistvo, a ne, vsake tudi podjetniške zgodbe, da ti v bistvu poznaš potrebe, želje, probleme svojih strank, a ne. In študent je na nek način stranka fakultete oziroma šole. Tako da na drugi strani, a ne, sem pa jaz vedno tudi kritičen do študentov, ne.
probajte tudi vi stvari spreminjati, ne. Jaz vem, da sem pri marsikaterem predmetu bil mogoče kdaj tudi nesramen, ne, pa malo, kako bi rekel, provokativen, zaradi tega, ker mi nekatere stvari niso bile všeč, ne. Ali pa jaz sem se velikokrat spraševal, zakaj se moram nekaj učiti ali pa kje bom to rabil, a ne. Tako da apeliram tudi na študente in mlade, da ne bojo kritični, a ne, do okolja, v katerem so, in do sistema, v katerem, kateri del ga so. Tako da to, no, tako nekako bi jaz sporočil. Pol ena izmed zaposlitev bolj na začetku je bila tudi v marketingu, ne, pri EKVB, če se ne motim. Je bil pol to produkt te interakcije, te provokacije, tako rekoč, profesorjem, torej si raziskal to področje med fakulteto, si videl, ja, to je pa to, kar to želim delati, ali je bilo to neka stransko, ne vem, mogoče v ozadju je bila zmer želja dela v marketingu? Ne, v času študija, da bi jaz rekel, želim si delati v marketingu, na to nisem nikoli pomislil, a ne. Jaz sem tukaj študiral podjetništvo, kar mislim, da je bila zelo dobra odločitev, ker oziroma takrat so bili tukaj zelo dobri pedagogi oziroma profesorji, ki so nekako mi začeli vcepljati, a ne, podjetniški način razmišljanja. In mogoče, če bi jaz študiral marketing oziroma trženje po slovensko, a ne, če bi študiral trženje, mogoče bi boljše poznal trženjske koncepte, ne bi imel pa podjetniškega načina razmišljanja, ne. In mislim, da je to ključno, da sem jaz potem tudi malo drugače začel razmišljati o marketingu, ko sem dobil neko priložnost, a ne, v podjetju. In sem zelo zadovoljen, da sem se tako odločil. Je pa to prišlo sproti, a ne, pač takrat kot nek mlad človek sem predvsem hotel si zagotoviti neko eksistenco, a ne, in sem pač iskal zaposlitev. Dobil sem jo pa zaradi tega, ker jaz se nisem kar prijavljal zdaj na vsa možna delovna mesta, ampak me je to podjetje zelo pritegnilo, zato ker sem tudi bil gamer vedno, a ne, in oni so nekako nagovarjali ta segment oziroma prodajali produkte za ta segment uporabnikov, in sem jaz enostavno jim pisal in povedal svoje ideje, ne. Kot uporabnik si vedel tudi, kaj drugi želijo. Sem nekako razumel tudi, produkt, imel sem neke svoje ideje, kako bi lahko izboljšali to trženje, njihov nastop, a ne, in potem tam sem začel kot social media manager, potem kasneje sem pa postal vodja marketinga tam, imel svojo ekipo in mislim, da je lansko leto bil EKVB tudi gazela, tako da mislim, da smo takrat v tistih letih postavili neke dobre osnove za nadaljnjo rast podjetja. Zdaj, glede na to, da si študiral podjetništvo, bi lahko rekel, da si podjetnik sam? Zdaj moramo se vprašati, kako opredelimo podjetnika, ne. In če se jaz prav spomnim, ne, je podjetnik v svojem bistvu nekdo, ki prevzame odgovornost, a ne. Ker tudi podjetništvo, entrepreneurship, mislim, da ta beseda iz francoščine izhaja, to je v bistvu gospodarjenje z hišo, gospodinjstvom in zemljo, ne. Tako da v tem smislu bi lahko rekli, da sem podjetnik, ne, da sem seveda prevzel odgovornost za svoje življenje. Moje podjetje je pa dejansko moje življenje, ne. Nimam podjetja v smislu, da imam zaposlene, ampak se sam obnašam podjetniško v življenju. Tako da to so bili takrat neki pomembni nauki, ki sem jih dobil, in sem hvaležen, da mi je to pač fakulteta omogočila, ne. Zdaj, zgolj kot zanimivost, podjetniki so znani po tem, čisto
čisti podjetniki, da ne radi delajo za nekoga drugega, raje delajo solo oziroma imajo nekaj svojega, neko svoje podjetje. Kako pa ti gledaš na to? Jaz mislim, da to je v bistvu oksimoron, nek bistroumni nesmisel. Zato, ker v resnici to je načeloma res, podjetniki rečejo, ja, veliko se jih odloči, da grejo neko svojo pot, ker nočejo delati za nekoga drugega, ampak podjetnik v svojem bistvu pa najbolj dela za druge. Zato, ker dela za stranke, ki so na trgu in on mora nekako ugotoviti, kaj so njihovi problemi, kako jih dobičkonosno reševati in mora najbolj delati za druge. Če nekdo, ki je zaposlen, dobi nek opis del, načeloma dela za podjetje in je odgovoren nekomu nad njim oziroma nadrejenemu, bi lahko rekla, da on dela za nadrejenega oziroma da izpolnjuje cilje tega delovnega mesta. Podjetnik mora pa delati za trg in tam zadovoljevati neke potrebe, ki obstajajo. Tako da podjetniki, tisti, ki mislijo, da ne bojo delali za druge, bojo največ delali za druge, v resnici. Ja. Zdaj, mogoče, če se malo naprej spet premakneva, si pa delal za NiceHash. To je pa zdaj svet kriptovalut. Si imel pa tam veliko stika s kriptovalutami ali je bilo še zmer marketing? Ja, jaz sem v NiceHash prišel leta 2017, se pravi iz EKVB-ja, kot vodja marketinga, ker je podjetje raslo in so hoteli sistematizirati tudi ta del poslovanja. Ampak ja, sem pa seveda mogel razumeti industrijo. Sicer je ta prehod bil za mene zelo enostaven, ker sem že prej spremljal to industrijo in se v njej izobraževal in se učil. Tako da sem tam, se pravi, delal v marketingu, ampak ja, to je bila industrija kriptovalut, predvsem Bitcoina, ker NiceHash je zelo ena taka nišna storitev na tem trgu. In ja, sem se v bistvu mogel veliko stvari pa spet na novo naučiti. Tako da, zdaj, če se vrneva tisto, kar si me prej vprašala, kaj bi v bistvu šola mogla dati. Šola bi mogla te naučiti, kako se učiti. To je po moje bistvo šolanja, ker nikoli več svet ne bo tak, da boš ti šel v šolo in se pravi, da boš en del življenja, ponavadi neko prvo, dajmo reči, četrtino ali pa prvo tretjino, da boš preživel v izobraževalnem procesu in bo to potem zate zaključena zgodba, se boš, do konca življenja potem lahko operil na to, kar si se naučil v procesu izobraževanja. Mi se bomo mogli skozi učiti. Učimo se celo življenje. Ja, ampak to se tako zelo sliši tako kot neka floskula, ampak to je res. In če se ti v času šolanja naučiš učiti, bo ta proces zate enostaven. Boš tudi lahko, včasih prejšnje generacije so se mogoče zaposlile v neki industriji in so celo življenje ostale v tej industriji. Mogoče so kakšni menjali podjetje znotraj industrije. Zdaj mi menjamo industrije. Menjali bomo čist, jaz ne vem, kaj bom delal čez 10 let. Čez 5 let ne vem, kaj bom delal. Mogoče bom nekaj čist drugega. Tako da, ampak se pa vedno zanašam na to mojo sposobnost hitrega učenja, da se pač lahko nekaj novega naučim. In to je tisto ključno, kar se mora vsak posameznik v nekih zgodnjih 20-ih zavedati. Zdaj, tih kriptovalut je zmer več. A kriptovalute se da naučiti? Ja, ali se da kriptovalute naučiti? Mislim, kje je najbolj začeti? Ja. Najprej, ne vem, si omenil, da si prej veliko spremljal pa to. Torej, a je najprej najboljš pregledati
teorijo, kakšno je nihanje, ne vem, zgodovina tudi podjetja, v katerega vlagaš, ali tako, da vložiš pa vidiš, kaj bo. Ti si se tukaj zdaj recimo ful oprla na špekulativni aspekt oziroma investicijski, dajmo reči temu, a ne. To je samo en aspekt tega, a ne. Predvsem jaz malo ločujem Bitcoin in kriptovalute, a ne. Ker in predvsem se bom tukaj govoril o Bitcoinu, a ne. Bitcoin ima tehnološke aspekte, ne. Se pravi, to je neka zelo zanimiva tehnologija in v tem segmentu je to, se pravi, neka stvar, ki živi na internetu, a ne. Blockchain, se pravi, slovensko tehnologija veriženja podatkovnih blokov, je neka zanimiva iznajdba, a ne. Ta koncept proof of work oziroma, to sploh ne vem, a imamo slovenski prevod, je nek zelo zanimiv koncept, kako dosežemo nek konsenz na mreži, a ne. Potem stvar ima zelo veliko ekonomskih aspektov, a ne. Tako da vsi, ki resno, a ne, študirajo ekonomijo, bi mogli to poznati, ker so noter v tem protokolu zapisani zelo zanimivi ekonomski aspekti. Potem ima neke filozofske aspekte, ne. Kaj je denar? Jaz mislim, da to je filozofsko vprašanje, a ne. Kaj je dober denar, je pa ekonomsko vprašanje, ne. Tako da je zanimiva to stvar iz večjih vidikov. Tako da zanimiva je pa seveda tudi stališča investiranja. Tako da zdaj odvisno, kaj te zanima, ne. Seveda danes obstaja že zelo veliko virov, kjer se lahko o tem izobraziš. Ne vem, mogoče bo tukaj enkrat predmet o tem, a ne. Ali pa vsaj del nekega predmeta. Tako da jaz vsem, ki jih to zanima, a ne, pač priporočam, ja, da grejo na YouTube in vtipkajo vprašanje, ki jih zanima, ne. Mogoče je najbolj začeti s tem, da raziščejo oziroma raziščete, kako deluje Bitcoin, a ne. Ker je to osnova, da lahko potem začneš razumeti tudi ostale kriptovalute, pa da začneš kritično gledati na to, a ne. Ker če ti ne poznaš nekih določenih konceptov, a veš, recimo kot je koncept decentralizacije, ne vem, koncept, kako mreža pride do konsenza, ne moreš v bistvu se o tem niti pogovarjati, a ne. In pol dostikrat vidim, da tudi kakšni profesorji, a ne, iz te fakultete pišejo o tem, pa ne vem, če so jim jasni čisto vsi aspekti, a ne, te tehnologije. Tako da je zelo jaz vedno v bistvu spodbujam, da naj si vsi, ki jih to zanima, naj si najprej pogledajo na tehnološkem nivoju, a ne, kako te stvari delujejo. Saj ni treba znati programirati ali pa kaj, to so zelo enostavne razlage. Tudi jaz se s tem ukvarjam, ne, ker sem mogel kot del svojega posla, ne, in moje službe pri Nicehash, sem mogel to zelo dobro razumeti, a ne, da sem vedel sploh, o čem se pogovarjamo. Tako da vsem najprej svetujem, da naj se izobrazijo o tem, kako Bitcoin deluje, in potem bo se ta svet odprl, a ne. Potem dobiš neko znanje, tako kot pri vsaki stvari, ne. Če hočeš študirati medicino, moraš poznati človeško telo, a ne. Ja. In nekje pač treba začeti. Tako da to so moji nasveti glede tega. Super, hvala. Se bomo poskušali tega držati, ker se mi zdi, da bo tole kar naraslo in zanimanje in baza. Kako je pa pol s Paralink Networkom, kjer trenutno delaš? Ja, to je v bistvu kaj startup. podobnega? To je startup tudi v tej niši oziroma v tej industriji. Je pa bolj usmerjen B2B, se pravi, to je pa neka storitev za programerje oziroma razvijalce,
ki delajo produkte oziroma storitve na pametnih pogodbah. Ampak to je spet ne. Slišiš se tehnično in moraš poznati določene tehnične termine, da lahko sploh razumeš, kaj počnemo. Ne. Si pa spet v marketingu še vedno. Sem pa spet v marketingu, ja. Veš, in vedno več bo takih, se pravi, če bojo hoteli, ne, si predstavljam, da to mogoče gledajo študenti oziroma mlajši. Če boš hotel delati v zanimivih industrijah, ne, bojo to tudi industrije, ki bojo zmes mnogih znanj. Tako da ja, jaz recimo v to industrijo vnašam neko znanje marketinga, ne, ampak na drugi strani moram imeti pa tudi zelo dobro razumevanje, tehnično razumevanje, o čem se sploh gre tukaj. Ne. Tako da res ta neka širina je zdaj, to je pač nekak trend, ne, na vseh področjih, ki so zanimiva, pa kjer se dogaja nek razvoj. Torej, gradiš na nekem osnovnem znanju oziroma širiš na različna področja. Ja. Zdaj, dan imaš 24 ur, imaš službo, imaš poleg kriptovalut še kakšen hobi. Je vzadej kakšen model urnika, kako si razporejaš čas čez dan? Ja, jaz sem zelo, kako bi rekel, svoj čas probam zelo strukturirati, saj vsak je že reševal kakšne te teste osebnosti in tako naprej, in jaz v tej organiziranosti ponavadi vedno dosežem skoraj 100% rezultate, ne, karkoli že ta rezultat je. Tako da ja, jaz si zelo pomagam z Google Calendarjem in v bistvu vse svoje aktivnosti si tako razporejam. Seveda moraš imeti tudi zelo prazne, nestrukturirane koščke v tednu. Ampak ja, seveda, če hočeš nekaj doseči, če imaš nek projekt oziroma neke cilje, si moraš postaviti neko pot do tja. In ta pot je jasno je sestavljena iz tega, da si v času razporejaš aktivnosti. Mogoče to mi je tako zelo smešno, pa to je zanimivo, ker mi pravimo time management. Time management v resnici ne obstaja, ker mi ne moramo časa menedžirati. Jaz ne morem zdaj poskrbeti, da bo čas tekel počasneje ali pa hitreje. Jaz lahko samo svoje aktivnosti v času menedžiram, oziroma upravljam. Tako da, v bistvu, ko sem tako začel razmišljati, sem si pa tudi mogoče lažje malo neke te aktivnosti razporedil. Ampak ja, to je osnova vsega, se tudi, če poznaš tisti koncept zastavljanja, kako si cilje postavljamo, po tistem smart konceptu. Oziroma smarter. Ja, je ta T, je time, se pravi, vse mora biti časovno opredeljeno. In to velikokrat manjka. Velikokrat se ljudje se pač nekaj zmenijo, tudi v biznisih, pa ne opredelijo časa, do kdaj mora biti kaj narejen. Tako da to je, če začnemo o tem razmišljati v svojem zasebnem življenju, lahko to pol prenesemo tudi na poslovno področje. In si pol tudi gledal mogoče službo glede na fleksibilnost? A imaš fleksibilno ali tisto 9 to 5, kakor bi rekli? To je v bistvu, nisem nikoli o tem niti razmišljal. Jaz sem vedno bolj razmišljal, kaj se počne oziroma kako se zapolni ta čas. Veš, tudi nekdo, ki ima 9 to 5 službo, lahko dela, če je. Vsi tisti, ki so ambiciozni, bojo vedno delali več, kakor jim je naloženo ali pa kakor je neka družbena norma, ker bojo hoteli doseči več. In če hočeš doseči več, moraš tudi več delati. Zdaj, ne glede na to, kaj to delo je, a to pomeni, da ti nekaj programiraš, da nekaj ustvarjaš, da se konec izobražuješ. Saj nekdo, ki hoče doktorata, mora več študirati in se pravi nameniti
temu časa. Tako da nisem v bistvu nikoli razmišljal tako, da bi iskal fleksibilnost ali pa da bi se izogibal 9 to 5. Mene je vedno samo zanimalo, kaj se počne, pa če mene to zanima, ne? Če sem jaz motiviran, da nekaj počnem. Mogoče še za konec, neka misel, ki te žene naprej. Misel, ki me žene naprej, živeti dobro življenje. To je misel, zdaj pa to vsak posameznik, verjamem, da ima podobno, da noben noče živeti slabega življenja, ne. Zakaj pa predstavlja dobro življenje, to je pa pri vsakemu posamezniku drugače. Meni dobro življenje predstavlja mogoče to, kar sva zdaj govorila, ne, da lahko počnem, kar hočem, oziroma takrat, ko jaz hočem, ne. In saj veliko se govori o tej finančni svobodi, in enkrat sem prebral zelo dober koncept, da imaš v bistvu 3 nivoje v resnici, ne. Eno je finančna varnost, to je takrat, ko imaš nekako ko ti ni treba, ko ti v bistvu ni treba skrbeti, da ne boš imel, ne vem, strehe nad glavo, hrane in tako naprej, ne. To je neka finančna varnost. Pol je ta vmesna stopnja, ne, ke je neka finančna fleksibilnost, ke mogoče že lahko počneš malo več, ali pa, ne vem, imaš neki določen kapital, ki ga lahko vlagaš, oziroma si neke vrste podjetnik, ne. Finančna svoboda je pa res tista neka, je pa res neko stanje, kjer pa težko tako hitro zapravljaš, kakor hitro služiš, a ne. In takih posameznikov je v resnici ful malo, ampak ja, je to nekaj, k čemur tudi jaz stremim. Se pravi, da se ukvarjam s stvarmi, ki me zanimajo, tudi če nimajo nekega monetarnega aspekta. Super. Najlepša hvala za pogovor. Hvala za obisk. povabilo.